Dobite. Ok, nekaj dobiš, kaj moraš s tem narediti? Tako si predstavljam, ne vem, z enim penastim bejzbol kijem nekaj zbit za enega postavlja. Valovski podcast o novih tehnologijah. Vsak četrtek. Jutro, dober dan ali pa večer. Dobra novica v tej epizodi se nam bo vsem posvetilo. Drugi del tretje sezone Odbite, dobite govori o pametnih LED žarnicah, kaj omogočajo, zakaj bi jih uporabljali, zakaj jih ne bi, nekaj ostalih uporabnih nasvetov. Maruša Kerec in Anže Tomič sva na svojih mestih pred mikrofoni. Anže, živijo. Živijo, Maruša. Veliko pametnih reči sva že testirala, ampak pametne žarnice... Ja, žarnice z doktorskim nazivom. Vse malo smešno se sliši, jih kdo uporablja? Živijo, jaz sem David, pametne luči uporabljam že kako leto. Živijo, sem Tomaž in sem navdušenec nad pametno tehnologijo, ker verjamem, da nam bo naredila bivanje bolj prijetno. Fajn so v bistvu zaradi tega, ker ti malo olajšajo vsa upravila, kar se teh luči tiče, od prižiganja do ugašanja. Pametne žarnice same po sebi niso prav nič pametne. V osnovi so bolj ali manj daljinsko upravljana svetila. Poslušalce Odbite, ki danes sodelujete v rubriki Glas ljudstva, David in Tomaž, zakaj ja, zakaj ne pametne LED žarnice? Kaj pravite? Recimo jaz sem na hodniku, pa na stopniščih, pa v stranišču imam pač vse luči naslimane na senzorje. Potem je fajn tudi, recimo, jaz imam neko tako kompulzijo, kar se tiče ugašanja luči, non-stop po celi bajti ugašam luči in zdaj enostavno samo vzamem telefon, pritisnem pa se vse ugasne. Potem ena izmed funkcij, recimo, ki je fajna, je prihod domov. Ko prideš domov, si ti lepo že vse luči pržgejo, pržge se ti luč pred hišo, pržge se ti luč na hodniku in tako naprej. Ne? Zdaj slaba stran so te luči v bistvu drage. No? Pač v primerjavi z navadnimi LED žarnicami je ena taka pametna LED žarnica vsaj še enkrat dražja. Zdaj opcije so, da vzameš neko, ki je cenejša, recimo tam pač teh kitajskih variant je že mali milijon, ampak so potem problemi z združljivostjo teh žarnic, pač niso vse med sabo združljive, ne morejo se vse pač med sabo pogovarjati in to je pol mal nočna mora lahko krata. Eden glavnih izzivov za uporabnike je vezava na enega proizvajalca, saj je kombiniranje izdelkov različnih proizvajalcev večinoma težavno in se jih ne da povezati v enoten sistem. Doma za upravljanje osvetlitve uporabljam kombinacijo krmilnikov, ki sem jih razvil sam, in pa nekaj Ikejinih žarnic. Vse skupaj krmili odprtokodni sistem OpenHub, ki omogoča povezovanje pametnih naprav različnih proizvajalcev v enoten sistem. Kljub temu, da proizvajalci z dodatno programsko opremo v oblaku in na mobilnem telefonu omogočijo določeno stopnjo avtomatizacije, se njihova prava vrednost pokaže šele, ko so del ekosistema pametne hiše. Drugače pa mislim, za nekoga, ki ga te stvari zanimajo, ki je tehnično mogoče malo bolj podkovan, vsekakor priporočam. Je fajn igračka. Pametne žarnice upravljamo s telefonom, z glasom, s pomočjo pametnega zvočnika. En mini test vas čaka tudi na val202.si in vseh odbitih družabnih omrežjih, da vidite te pametne lučke, ta pametna svetila. Anže, ti jih imaš, pri tebi doma sva snemala video. Iskreno, človek tega ne potrebuje nujno za kakovostno digitalno življenje ali pač, ampak je zabavno, fajn in priročno. Ni se treba, na primer, kregati, kdo bo vstal iz postelje ali iz kavča in zadnji ugasnil luč. To je že ena prednost pametnih žarnic. Bi te pa popravil, ker imam oklepaj zaenkrat, zaklepaj le 2. Tako da nimam jih več, kupil sem 2. Ampak ja, gre pa za en tak korak tega v smer pametnega doma, ki je pa mogoče zelo dostopen. Tu gre pa res za žarnico, ki izgleda tako kot običajna LED žarnica. Jo daš v tisto luč, v kateri hočeš, da sveti, prižgeš in potem, tako kot si rekla, upravljaš na različne načine. Mi da se seveda testirala pri meni doma, ker odkar so delala tisto Odbita dobita, ki jo najdete seveda na val202.si pošiljnica Odbita, o pametnih asistentih, ne, imam zdaj že 2, tako da dejansko lahko svoji 2 žarnici krmilim tudi z glasom. Ne. Hey Google. Turn on kitchen 1. All right, turning kitchen 1 on. Sem božji bila rdeča, no, ker val 202. Čakaj.
Jej! To je to, da gre pogledati, če pazi tega. Okay. Izgleda kot navadna žarnica, ki jo povežeš z domačim Wi-Fi-jem in potem z aplikacijo na telefonu. Kaj je v tej aplikaciji? Tako, mislim, povežeš jo z Wi-Fi-jem tako, saj te, ki sem jih jaz kupil. Klej bi še to povedal, no? Jaz sem pač kupil od enega večjih proizvajalcev, sem kupil 2 žarnice in pa v bistvu vmesnik, ki ga priklopiš na svoj brezžični usmerjevalnik in tako žarnice vesta, da sta povezane v Wi-Fi. Ne. Zanimivo je tudi to, da takoj, ko sem jih priklopil, jih je bilo treba posodobiti, kar sem resnično prvič v življenju počel, ne, da se tako, ko aplikacije posodabljaš na telefonu, sem posodabljal 2 žarnice, kar je kar, to je kar izkušnja. Pa še kar nekaj časa so se posodabljali. No, hočem samo reči, da pri vseh teh napravah, ne, za pametni dom je ponavadi fino, če kupuješ, bom rekel, vsaj bolj prepoznavne znamke, ker te robe, ponovadi spletnih trgovine so jih polne, zdaj pa komu zaupati za nekaj, kar bo dejansko povezano v tvoje domače omrežje, ne, da nihče ne more priti zraven. Ne. To so kar pomembna vprašanja, ki se mi zdi, da grejo ponovadi kar malo čez, ko se o teh rečeh pogovarjamo, vsi vi samo žarnice, ki jim lahko menjaš barve in so potem vsi navdušeni ali pa jih upravljaš z glasom. Ne. Se mi zdi, da je treba opozoriti na to, na ta prvi korak, ki je, da se odločiš za, ne vem, mogoče proizvajalca, ki ima mogoče malo še daljšo tradicijo, ne, da veš, da bo aplikacija bolj varna, da bo vse skupaj bolj varno. Ne. No, toliko, ampak ja, je pa ta vmesnik, se pogovarja z žarnicami, seveda, ko si z telefonom na Wi-Fi-ju jih upravljaš, tudi poimenuješ jih, jaz sem jih v angleško poimenoval, ker moj Google Home razume samo angleško, ne, tako da mu potem rečem, tako kot se vidi v videu, hej, pametni asistent, ne, turn on bedroom 1 in se mi prižge tista ena žarnica, ki jo imam v spalnici, potem imam pa še eno v kuhinji, jedilnem prostoru, dnevni sobi, ki je en prostor. Ampak ja. Ampak ne nujno, da upravljaš žarnico samo z Google Homeom, tako kot ti, lahko na telefonu ugasneš luč in ti ni treba. Res je, tudi delajo z Alexo, ta glasovno upravljanje z rečmi, ni mi več čudno, na začetku, kot sem takrat rekel, sem samo televizijo preživel, pa ugašal, pa je govoril, kaj naj se predvaja, ne, pa za glasbo, zdaj ga lahko pa luči, potem, ker človek nek zanos dobi, da bi se pa še kaj dalo, ne, mogoče na dolgi rok. Je pa res, bi pa eno stvar poudaril, ker mogoče nismo toliko izpostavili, pa zdaj, ker imam malo več izkušenj z temi pametnimi pomočniki, malo nadležno, ker vse ponavljajo nazaj, ne, zato da kao povejo, da so te razumeli, ne, zato da, ko jaz rečem, ne, prižgi luč, on reče, ja, prižgal bom luč, ne, kar ljudje ne počnemo, ne samo premakneš stikalo. Kaj vse takšna žarnica omogoča? Različne barve. Prebrala sem, da pametne LED žarnice lahko proizvedejo več kot 16 milijonov barv. Komu in zakaj? Ampak tisto, kar me pa mene res prepriča, jaz sem navajen že iz računalnika, pa zdaj že iz telefona, da saj zvečer na zaslonu umaknem modro svetlobo. Ne. Računalnik ali pa telefon ali pa tablice bolj prijazen pač za oči. Ne. Za ponoči, če ima kdo otroka, lahko to nočno lučko, ne, je ena žarnica za vse, čez dan za svetlobo, pa zvečer, potem zvečer pa samo malo brli, toliko, da ne, je soba ni čisto temna. Ne. Potem te, ki jih jaz uporabljam, pa še tako imenovane scene, kjer dobesedno, ne, tukaj si se sicer ti norca delala, vzameš lahko eno sliko iz Instagrama. Ne. Ja, sliši se kot Instagram filtri. Ne. Ampak lahko vzameš neko svojo sliko iz Instagrama, nek spomin, ne, kjer je bila neka barvna paleta na tej sliki. Sončni zahod, recimo, aplikacija prepozna in nastavi barve na enake barve, kot so bile na tisti sliki. Ne. Nekaj imaš prednastavljene, potem jih lahko pa še človek dodaja. Ne. Kar se res mogoče na prvo žogo sliši neumno, tudi malo je, ampak zabavno je vsekakor. To si pa upam reči. Ja. Pomembna funkcija, tudi ta, da ko te ni doma, se luči samodejno obnašajo, kot da ti si doma in se prižgejo in ugašajo same, primerno za daljše dopuste proti vlomilcem, naprimer. Ja, to pač en faktor je, stanovanje zgleda, kot da je nekdo noter ali pa hiša, ne. To se mi kar ne zdi zanemrljivo. Ne. Tako da možnosti je kar nešteto. No. Potem, kdaj je sončni vzhod, sončni zahod, se potem ugašajo oziroma zgubijo svetilnost, oziroma pridobivajo, ne, da se v bistvu žarnica zbuja s soncem oziroma gre spat. Te, ki jih jaz uporabljam, se tudi zelo dobro povežejo z sistemom IFTTT. Tam sem si naštimal, da če rečem Google lahko noč, on ve, da zdaj moram pougasniti vse. Moram pa reči, da tisto, kar me je pa res zelo presenetilo, no, je pa to, da so te reči res dokaj enostavne. No. Če znaš zamenjati žarnico, boš znal to upravljati.
Nekatere pametne žarnice imajo vgrajene zvočnike, zelo verjetno niso zelo zmogljivi ali zelo glasni, ampak ob večerni svetlobi mirna muzika mogoče koga uspava, ne vem. Ja, to je pa ta zdaj nori svet oziroma divji zahod sveta interneta stvari, ne, kjer ko si nekdo nekaj spomni, se potem spomnijo tudi vse ostalo. Ne. Jaz nobene takšne nisem testiral, tako da res ne morem povedati, kakšne so, ne, ampak ja, obstaja pač po domače povedano vse živo. Mogoče ima kdo katero od naslednjih, lahko se nam oglasite. To sicer, da imajo žarnice senzorje premikanja, niti ni tako zelo pametno. Obstaja že nekaj časa, ugrajene so tudi kamere v pametnih žarnicah. To se mi sicer ne zdi najbolj prijetno, 24-urno snemanje prostorov. Ja. Pa žarnice, ki oddajo svetlobo, ki odganja komarje. Ja, tudi ta se je meni zdela zelo, ne vem, kje si to našla. Se lahko prosim, kdo oglasi, ki jo ima. Ja, in če to sploh deluje, ampak ja, mogoče pa no. Dajva še enkrat ponoviti, no, ali pa saj opozoriti. Pri vseh teh stvarih, to so naprave, ki jih boste povezali v svoje domače omrežje. To pomeni, da če je domače omrežje, nekdo pride v domače omrežje, so te stvari pod njegovim nadzorom in o teh stvarih res treba razmišljati tukaj. No. Ne morem, tako čisto profesionalno ne morem kar reči, kupite, jaz vem, jaz imam kar močno mrežo, vem, kaj sem naredil, ne, in potem mi to ni predstavlja takega problema. Ne. Zelo naivno v to id, ne vem, z najcenejšo žarnico, ki jo najdeš, pa potem upaš na najboljše, so potem te zgodbe, ko slišimo, da so neke poceni varnostne kamere, ki so bile konstantno priklopljene v splet, jih je nekdo pohekal, potem pa z kamerami napadal sisteme. Ne. To so kar grozne zgodbe. Meni je močno, da moja domača mreža oziroma moja povezava do interneta nekdo zlorabi za nekaj drugega. Ne. Te s kamerami in potem zganjajo komarje, ne. Sklepam, so bolj iz tega sveta, kjer so to neki proizvajalci, ki sicer to stvar naredijo, potem kakšna je pa podpora skozi leta, ne. Ali dobijo kakšne varnostne posodobitve ali pa ne, je pa včasih kar vprašljivo. Ne. In to, kar sem rekel na začetku, moje dve sta se kar nekaj časa posodabljali, zato ker najdejo hrošče v programski opremi, najdejo varnostne luknje in jih potem, ne, če je podjetje vestno ali pa mogoče ima malo daljšo tradicijo in to resno jemlje, te stvari pač uredijo, ne, kakšni pa izdajo produkt, potem pa nikoli več ne pomislijo na njega. Potem imaš pa ti nekaj doma priklopljeno, kam mogoče 6 varnostnih lukenj, pa ti tega sploh ne veš. Ja, se mi zdi, da so kar popularne, no? Ravno zaradi tudi reči, ki jih omenjaš, zaradi primerov, žurov, barv, dobrega vzdušja, obiskov, ki so navdušeni nad klepetom s pametno žarnico. So pa tudi pametne žarnice bolj okolju prijazne, porabijo manj energije. Ja, to je pa že spet, tako kot navadna LED sijalka, je pač to LED sijalka, ki mogoče malo več zna. Ne? Zdaj, da bo pa to res, da bi pa kar dal to etiketo, bio-eko, ne, pa zelo težko, no, vsaj kar se meni tiče. Kako dolgo živijo? To je pa, na to vprašanje jaz ne znam odgovoriti pri starih žarnicah, ne znam odgovoriti pri LED žarnicah in zdaj tudi ne znam odgovoriti pri pametnih žarnicah. Obljubljajo pa vsi proizvajalci vse možno, ampak dokler na dolgi rok ne bomo videli, da kakšna malo dlje zdrži, kakšna druga, jaz nič ne verjamem. Boš povedal, bom povedal, ja. Ko bo šla. Kako se moje dve obneseta, ja. Ja, žarnice z imenom kuhinja in spalnica. All right, turning off kitchen 1. To je to. Dobro, pametne žarnice, do naslednjič, ko bova kaj pametnega v drugo smer zapeljala, ampak o tem potem, Anže, povej, kam se seliva zdaj iz studija. Ja, seveda vse, kar se mi pogovarjava, najdete na val202.si poševnica odbita, ali sva tudi na Twitterju, tam nam lahko poveste, če kdo pametne žarnice ima in kaj bolj pametnega počne z njimi kot jaz. To je seveda na afna odbita. Sicer je pa Maruša, ko je sama na Twitterju. Twitteruša Maruša. Jaz pa Anzeta. In pa hvala vsem, ki date ocene v iTunesih oziroma v Apple Podcast. Mislim, da smo šli mirno čez 100 ocen, tako da ful hvala vsem, ki jih dajete. Res je. Ok, do naslednjič. Hvala za pozornost, pa se slišimo kot vsak četrtek. Čau. Čau, čau.